nam boš kar predstavil, kaj si dobil? Ja, to je rjavi medved. Obstaja več vrst medvedov, rjavi, črni, polarni medved. Medved ima 4 noge, je velika žival, velika močna žival. Med časom, ko ima mladiče, so samice zelo nevarne. Medvedi živijo tudi v slovenskih gozdovih. Pa to je več kot 3 stavke, super, odlično, 2 točki. Ena za pravilno torej tole sled, oziroma ne sled, stopinjo smo rekli, in pa ena točka za seveda pravilen opis medveda. To je lisica, to pa srna. Počakaj, počas. To je? Lisica, to je pa srna. Kaj pa če je srnjak? Ha? Kaj pa če je srnjak? Tak. Malo te hecam, je, prav je, ja, srnjak se reče, ne? To je lisica. Lisica je rjavkaste oranžne barve, ima košat rep, živi v slovenskih gozdovih, je mesojedec. Pa super, evo, 2 točki za lisico. Ja. To je srna. Kaj pa če je srnjak? Ja, Srnjad, rečeš. Srnjad. To je srnjad, živi v gozdovih, je rastlinojeda žival. Kakšne barve je? Kožuh je rjavkaste barve. Tako, Rjave barve. v redu. Ja. Odlično, 4 točke, ne? Ja. Za vsako po 2. Evo, Dafne, povej. To je pes, je domača žival. Prehranjuje se z briketi, mesom in pasjo Hrano. Obstajajo več vrst psov. Tako, več vrst pasem, ne? Odlično, 2 točki, Dafne. Čestitam, naprej. Oskar. Pa jelena, ima 2 rogova. Kaj pa če je košuta? Hecam te spet. Rečemo jelenjat, v redu je, ja, jelen, ja, košuta, kakorkoli. Odlično, ja, kar povej naprej. Ima 2 rogova, 4 noge, In kakšne barve je jelen? rjave. Bravo, odlično, 2 točki, čestitam. Kaj imaš pa ti, Jernej? Veverica ima 4 noge, A pokažeš proti meni, prosim lepo? 4 noge, košat rep, ima kožuh in za zimo si nabere lešnike. Odlično, 2 točki in se pravi, ste dobili vse možne točke, torej 12 točk. Čestitam, prva je skupina, zelo dobro ste se odrezali, pa da vidimo, kako bo še z drugo skupino. Pa ker gremo, Jan. Ja, to je jazbec, pa to divja svinja. Dobro, Ja, divja svinja je kopenski, pač kopenska a pokažeš kar kole, ko govoriš takole, le, samo odbrni. je kopenski organizem, spada v Čakaj. sesalcev. Ja, okej, v redu. Spada v družino sesalcev, je malo večji organizem, ima 4 tace, 2 okla pa 2 ušesa. Okla. Okle. Ja, bab ima okle. Nima oklov, kdo ima okle? Kdo ve? Slon. Slon ima okle, ja. Si hotel reči čekane? Ma to je. Aha, ima to, okej. Ni isto, ne? Ampak dobro, ti priznam, glede na to, da si specialc, ne ti bo To ajde. je pa jazbec, tudi kopenski organizem, malo manjši je, živi v brlogih pod drevesom, je črno, sivo, bele barve, pa veliko renči. Si mogel dodati, ne? Ja, to ga rekel. A to je on rekel. To je kuna in volk. Kar povej, kjer boš najprej. Kuna je bolj majhna, ima dolg rep, dolgo telo, 4 tace. Dobro, v redu, gremo naprej. Volk živi v skupinah, v tropih, predvsem živijo v jamah, pod skalami, prehranjujejo se z mesom, so mesojedi. So zveri, a ne? Ja. Tako, odlično. Oziroma 4 točke, da ne bom narobe rekel. Valentin, povej. To je stopinja od vidre. Bravo! Vidra živi v vodi Res je? in zelo hitro plava. Ima rep, Dobro, evo, priznam. ima glavo, Seveda, in 2 ušesa, ima telo, verjetno, ne? ušesno in se kot vsaka žival. Tako, super. 2 točki.
To je In Andrej? zajec. Odlično, res je. Ful hiter je, ful dolge ušesa ima, pa mare, pa ful mehen. Res. Odlično, 2 točki. Zdaj pa ne vem, kva narediti. A veste to, da ste vsi dosegli maksimalno število točk? To se je letos prvič zgodil, torej v petem taboru po vrsti se je to prvič zgodil, da ste vsi povedali vse pravilno, za kar vam lepo čestitam. Zelo dobro ste se pripravili in ste lahko kar ponosni na se. En aplavz, prosim. No, a bo aplavz? No, tako, ja. Super, odlično. Kaj mi vi znate povedati o medvedu? Da je zelo nadležen. Velik, nadležen. Zakaj nadležen? Ful ima močen. Močen je, ja. V nekih časih tudi navaren. Ful dlak ima, ful... Ja, koliko mladičev ima lahko samica? 1 do 3. Od 1 do 4. V redu. Koliko so težki, ko se skotijo mladiči? Od pol kila do 750 gramov. Mogoče veste, koliko časa mama ostaja z mladiči v brlogu in sploh ne lula nekaka v brlogu? 2 tedna. 1 mesec. In da je medvedka najbolj nevarna? Ko ima mladiče in ko pride ven iz brloga, ko ima čep v zadnjiku, a ne? Torej na riti, v riti si pač... A me razumete, kaj se zgodi? Zaprta je, ne? In dokler se ne pokaka, je zelo nervozna in zoprna, dajmo reči, ne? Ok? Dobro. In v vmesnem času, ko se mladiči skotijo, torej, ko se skotijo, so goli, slepi, nekje 3 tedne, po 3 tednih šele spregledajo in se odlakajo, kakor toka, ne? Seveda, in če bi jih mama v vmesnem času zapustila, ker niso odlakani, ker jih ne bi kožušče grel, ne, bi ti mladiči se podhladili in poginili, ne. Tako da mama jih ima ves čas pri sebi in mleko proizvaja iz tolšče, torej svoje lastne maščobe v vmesnem času. Seveda, kot sem rekel, ne hodi nič ven, jest pa pit, niti ne urinira, oziroma niti ne lula, niti ne kaka noter v brlogu, a ne? In sicer to past naredite tako, da zberete 3 enako dolge palce, kakor jih zdaj vidite, a ne? In zložite takole približno v obliki številke 4. Tako na začetku naredite. Potem je pa treba narediti ureze, zdaj bom pokazal, kako sem jaz to naredil na začetku, pa boste takoj razumeli. Prav, prva palca je ta pokončna in odrežemo najprej ta del pod kotom 45 stopinj. Ta je druga palca, ki mora takole gor nalegati na njo, sprav se mora zahaklati za njo, vidimo. Potem je pa tretja palca, ki ima pa v bistvu 2 ureza. En je ta končni, kamor se zahakla tale palca in tukaj, ki torej preprečuje, vidite, da bi to šlo kamorkoli naprej, zaradi tega, ker je teža na tej pasti, kaj rečete, kje pritiska teža gor. Tukaj gor, kjer imam jaz roko, a ne. Vidite, ko je ona obtežena, stoji vse na mestu. Ja? Zdaj bomo tle gor dali tale hlod potem, ko bom pokazal, a ne. In zdaj tukaj gor date pa vabo. Prav lahko kakšno, ne vem, deževnika, kobilce, karkoli, a pa kakšno ribo jamete, pa drobove gor navijete, odvisno kaj lovite, no. Date vabo, povijete s kakšno žičko, a pa z vrvico, da vam to žival ne spul pa pobegne, ampak da je v bistvu dejansko pas sproži. In ko ona tle drma, ne, se naredi tole, ne. Se pravi, se odleti stran te palce in utež pade gor. Se pravi, če želim zdaj to pokazati v praksi, naredim to takole. Opale. Se bo zakavčil.
Prav tukaj damo, kaj? Prosim? Vabo, tako je. Pride zajček in ga spešta, ne? Spravi, če je tole prelahko, kaj naredite? Je date 2 taka skupaj, ne? Zvežete. Zdaj večja teža, ne? Da bo žival res pol počakala, da vam ne bo šla. Ne? Prav tako past, tako kot vidite, postavite neštetokrat. Se pravi, lahko, torej, je za večkratno uporabo, drži? Prav, lahko nastavite več in pametno je, da jih imate tudi več kompletov. Da nimate samo ene, ampak 10 ali pa 20 pasti. Itak imate dosti časa, če ste izgubljene, jih naredite, ne? A drži? Tako. Ok, ste zdaj videli, to je bila samo demonstracija, mi pasti ne bomo nastavljali živalima, ne, ker je to v mirnem času strogo prepovedano. Pokažem vam pa, kako delujejo. A ne, da si lažje predstavljate, kako to deluje v praksi. Ok? Se vam zdi ta v redu? A lahko mislite, da lahko to tudi za kakšno večjo žival naredimo? Lahko, a ne? Samo mora biti pač toliko večja, a ne? Če si predstavljate. Pa potem tudi utež, že kar kakšen oren hlod, pa še kakšen kamni gor zloženi, za utež, a ne? Ok? Dobro. Kakšno vprašanje? Ni. Sprav, to je bila ena past, ki se imenuje past štirica. Dobro? Zdaj gremo na past, katero ćemo dati? Dvigovalko. Zelo, bom rekel, zelo luštna past. In enostavno. Dosti enostavna, ja. Rabite pa v bistvu 2 palci, ki jih date takole, eno pod drugo in seveda še vzmeta, ne. Vzmet bomo uporabili kar tole vejo, vidite? A ne? Tukaj je podaljšana z kakšnim vozlom, mogoče kdo ve. Z enojnim ribiškim vozlom smo samo podaljšali to vrvico. Gor je pa prečvrščena z katerim vozlom? Jamborski vozu. Jamborski vozu. Ok, ali pa tesarski se imenuje tudi, ne? Ok. To. Kaj še? Rabimo en tale sprožilo, sprav, ki pride to takole, pravi zahakljeno pride in tle spodaj je tudi takole ena palca pride, ja vidimo? In potem, ko mi zložimo gor palice, skratka, takole naložimo palice, če si predstavljate, zdaj ne bom dosti kompliciral. Morate pa paziti, da ni pretežko, a ne, se pravi, tale je že kar težka. Tako, malo lažje palce bi mogel zbrati. Potem pa imam tukaj na koncu mrtvi vozel ali pašnjak, ki ta zanka se nič ne gre skupaj, ampak čez to zanko naredim jaz to, ta pravo zanko. Zakaj? Zato, ker ful lepo drži in ful lepo se zapre. In pol žival lepo drži na mestu. Je vas čas zategneno. Ja? Je pokazali? Spravi, tukaj gor naredimo zanko. Tako. Ja? Ko pride žrtev, zdaj to še zakrijete potem z vsem možnim vragolijem, z listjem, s travo in tako naprej. In ko žrtev stopi, se zgodi to. In kamorkoli hoče iti ta žrtev, če je ne dvigne gora, za nogo,
običajno ne bi jo dvignila, odvisno kaj naštimamo. Se pravi, ta žrtev ne mora iti prav daleč, ne? Se pa lahko vseeno premika. Zdaj, lahko se zgodi, da v taki pasti ujamete na mesto zajčka, ne? Ker ste zajcu nastavili past, recimo, pa sem nov crna ujame. Kaj boste naredili? Še boljše. Ja, ampak kaj boš naredil? Kako boš pristopil do srne, ki je v pasti? Govorim, če je survival situacija, ne? Kaj boste šli do nje, jo pobožali, prosti srnca, nisem hotel tebe ujeti, hotel sem zajca. Kaj rečete? A gremo kar tako do srne, ki je v pasti ujeti? Evo ti, evo pa imam. Se pravi, žival, ki je ujeta, se počuti ogrožena, se bo poskušala braniti. Če se boste približali srni, ki je takole ujeta, vas bo šutala z nogo tako močno, da vam bo luknjo v trebuh naredila, sparkli. A veste, ko so ostri? Ste videli danes une stopinje? To je zelo ostro in zelo močne mišice ima. Veste, da srna preskoči z mesta ob avtocestno ograjo. Z mesta, brez zaleta. Z lahkoto. Če ne bi to videl, ne bi mogel verjeti. In pa si lahko predstavljate, koliko je to močno. A ne? Ok, se pravi, do take živali, ki je v taki pasti, oziroma najboljše, da je dvignjena, da jo dvigne visoko gora, ne, sploh kakšnega zajca, da ga lisica ne poje, a ne, da ne ostanete brez plena, a ne, je fajn, da ga visoko gor dvigne, ne. Kaj pa, če se medved ujame? Pol po moje je boljše, da ne hodiš niti blizu, ne. Ja, ga samo reče. Po malo vrvice pa se strpeli. Vse to medved sam po zrihtu, to pregrizne pa gre naprej. Lisica si zna pa tudi nogo odgrizen. Sama sebi si zna nogo odgrizen, da se reši iz pasti. Sploh iz kakšnih unih stopalk, veste, kaj so bili včasih, te so strogo prepovedane. Tudi te so strogo prepovedane, a ne? To ne smete nastavljati, smo povedali. Jaz vam samo pokažem, kako naredite te stvari, če ste v situaciji, ko gre za preživetje. Ja? Se razumemo? Mi ne bomo tle pustili nastavljene pasti, da se bo nekaj not ujelo. Prav? To je samo za prikaz, za demonstracijo. Se razumemo? Ja, znamo pa pasti. Se pravi, ki se reče L7. Vzamemo dve taki rogovili, sprav ena je že tle v zemljo zapičena, je ne bom zdaj še ena imala, ne? Je čist ista oblika. S tem, da je ena obrnjena navzdol, je L, ali pa tako, če želite, ne? Je črka L, ena je pa številka 7, ne? To je 7 in črka L. L7 se imenuje, ne? In prije pa tako, se pravi, tle naredimo spet naredimo Miki miška ušesa, to je tesarski vozel, smo rekli, ali jamborski. Prav ta vozel ne bo šel nikamor, oziroma ta vrvica ne bo šel nikamor, palci ne gor, ne dol, ko je ta vozel res dobro zategnen, ne glede na to, kako je z spodnjo vrvico, ki je predstavljal v tem primeru zanko. To zataknemo takole in tukaj vidite, imam že pripravljeno od prejšnjič. Od spodaj zataknemo vrvico, tukaj imam napenjalni vozel, s katero tole vrvico, lahko še bolj našponam, ne? Morate paziti, da ne sprožite pasti. In gor damo spet
naredimo zanko in vržemo čez to vrvico. Lahko včasih uporabljate še kakšne manjše rogovilice. Naprimer, tako kot je tale, ne? Sprav zapičite v zemljo, ne date gor vrvico, zato da je malo tal. Ja? Zdaj mečkano tal, da pol žrtev res dejansko noter stopi, rukne in se ujame. In se zahrabi. Ja? Ste videli? V redu? Dobar, ne? Isto lahko naredite za ribe loviti, če si predstavljate. Nataknete tole L7 na rob pač jezera ali pa reke, vržete trnk noter, ne? V vodo, in ko riba potegne, ne? Pač cuka, no, zdaj se vse skrb spojili ven, ne? Pač potegne in ker toliko potegne, se pač enostavno sproži ta past in je zategne in imate ribo gor. Prijete nazaj. Kam gremo, kdo ve? Kjer? Tale tlele gor, a? A veste, da je bilo tle včasih smučišče? Se bomo šli mimo, boste videli. Smučišče je bilo tukaj. Za vojsko pa za mladino, a ne? Tam so vojašnice, evo, lejte. A vidite? Tiste strehe tam čez, tiste objekti so vojašnice, ne? In so vojaki tudi tukaj po zimi seveda smučali, so se učili smučati. Evo, Lisec, prehajamo spet. Je naporno, specialci? Ne. Gremo z vašim tempom, ok? Tako. Evo. Kaj pa tole? Eno čudovito netivo lahko, ne? Si predstavljaš? Kako to zagori? Bolj desno. Snežnik, tam tole, Snežnik, Križna gora, Križna jama od spodaj, tukaj nekje, to, Sveta Ana vmes, Javorniki in pa tukaj Slivnica, Slivnica 1114 metrov, Snežnik 1796 metrov in pa še Blošček, se ga pa zdaj ne vidi, je pa 1060 metrov.
Zdaj se bomo potem na smučišču dol. Evo še okolica. Nova vas. Zadnji je Blošček, tam ne. Si ga lahko pokažem, evo ga. Tale. To je Blošček, to je pa sosednji hrib. Borci in borka, a ste pripravljeni na spust? Ja. Prosim, pazite na svoj korak, gremo počasi in brez kotaljenja in drsanja po ritje, velja? Ok, nismo na smučišču ta pravam, ker ni snega, tako da bomo pazili na se, prav? Ok, gremo. Andrej, Dobro. a je kar strmo, a ne? Ja. A gre počasi, a ne? Gremo po kozjih stezicah. Evo. Tole zgledajo. Treba res previdno iti. Tako. Evo. Mi smo tako fuli, kako se odmukali. Ja, tle je bil najbolj strm del, a veš? Tam je lepa potka, tako da ni težav. Evo smo že na konju z očaji. Evo ga. To je tole smučišče. Dobro, ne? Ja. Se kar dobro spustiš lahko dol, ne? A lahko tečemo dol? Ne, bog ne dej, ne tečemo. Počasi bomo šli, prav? Evo, kar počasi. Lahko tečemo. Ne, jaz hodim prvi, tako da bomo šli res čist počasi, prav? Da se ne kdo gležno zvijo ali pa kje. Kaj? Ne tako počasi. Ja, prav tekli pa tudi ne bomo, no? Ja, vem. A to je bil prej tudi del smučišča? Pa so... Ja, veš kaj, tle se je zdaj zaraslo in ne more zmulčati gor, ker je prestrmo. Tako da žal, ja, Kako pa tle kosijo? težko. S traktorjem? Verjetno s tisto z ročno, ja, ali pa s traktorjem, samo gor pa dol, a veš. Ne poznam, kako kosijo tukaj. Veš, kako to je čas? Evo jih, Neki 20. vsi celi. Ne, kjer ima pa bo če res? To Oskar pa Ela. Evo, bom dal takole naravnost telefon, da se vidi, kakšna strmina je, če se bo kaj videlo. Ampak ja, na smučišču smo, ne? Kar počasi, kar počasi. Kaj ste našli kapo? Ja. A je kmet zgubil? Je boste zdaj odnesel smeti, ne? Ja. Ok, prosim lepo. Nekaj piše. Bo Andrej, ki že drži. Evo, imamo prvo medicinsko pomoč. Sicer ni nič hudega, ampak samo en trnček moramo dati iz nogice. Pa da ne bomo picete gor nosili, bomo kar po nesrečem kot dol prinesli. Evo, takole. Hvala, Nik. Ja, smučišče Lisec. A zna kdo prebrati, kaj še piše od spodaj? No, neki pravila vožnje. Pravila vožnje, ja, odgovornost, na lastno odgovornost, Polje, stopnice, stopnice, spenjanje. spenjanje, ja. To je še stara tabla, ne? Old school. Gremo zdaj še Bloščica, mačkam pogledati, koliko je mokra, koliko ima stopinj. Tukaj mora biti še toplejše, kot tam na našem kopališču. Kako? Mokra je sigurno. Je mokra. Glejte, kaj lastovke lovijo komarje. Pa mrčes. Ja, zakon, ja. Če zapeleš. Ja, sej tle gre s traktorjem česa, ne? Ja.
No, tle je bilo pa nekaj zamuljeno. O, ribice. Ja, perfektno je. Tle je toplo kot vrak. A, pes je bil tukaj noter, že vem, ja. Zakon. Zakon je, ne? Si boste malo noge zdaj ohladili, a? Po spustu. A paše? Mete je ful, ja. Aha, si je pohodil, ne? Ja, se je ful. No, to je pa rogos, a poznate rogos? Te cigare. Če to posušite ali pa najdete suho, imate odličen vir, kaj? Kdo ve? Netiva, ne? Glej. Kaj je netivo? Netivo je vse, kar je tanjše od šivanke za šivanje, je suho in gorljivo. Evo, lej. Kavata. Samo mora biti posušena, veš? Da, seveda. Lej, razdrijo. A ni dobro? Evo, koliko je netiva. A lahko meni tudi enega trgaš? Na, igrej se. Evo, Dafna, kar malo si noge na moč. Ti bo pasala, ne? Okej. Meta. Res je. Takole z vrha jo vidimo, lejka ima takole na križ ima listke, vidiš, čist pravokotno ima vsak sloj, pravokotno na prejšnji sloj.